Najbolj opasan Renault Megane. Evo vidiš, to so pa tiste stvari, ki mene pa po pravici povedan malo zrajcajo. Renault Captur, tista najbolj fin Initial Paris oprema in danes jaz ta avto vračam. Preden vrneš, spucaš, si vzameš 15-20 minut, si ne več. Je pa ta Renault Captur zelo zanimiv avto. Trdim, da v tem trenutku je eden najbolj posrečenih Renaultov. Je že res, da je včasih malo nefer avto ocenjevati, če ima najboljšo opremo, ki si jo sploh lahko zmisliš, ne? Zato, ker to je treba priznati, večina Capturjev se na slovenske ceste ne bo odpeljala z opremo Initial Paris. To drži. Je pa fajn videti, kaj je največ, kar lahko avtomobilski model ponudi. Mimogrede, posesati moram tudi. A ja, čakaj, to je pa ena prednost. A veš, zanj sem šel v Bauhaus, par stvari kupiti, pa sem kupil še drva. Evo, vidiš, le o teh drvih govorim. No, in ker nisem računal na to, da jih bom kupil, sem pa prišel pred avto, pa sem rekel, aha, kupenega sranja stran leti, potem pa zdaj to v kufer dam. Pa sem to Renaultovo polico samo obrnil. Vidiš, tukaj spodaj je taka luštna fina, na tej strani je pa, no jaz verjamem, da Renault ni nameraval, da bo folk to stvar obračal, ne? Ker drugače avtomobilisti prevlečajo s kakšno trpežno plastiko, ampak tudi tole je naredil manj škode, kot če bi drvo položil na drugo stran, zdaj treba malo posesati po vogalih in to je to. Spucu, zrihtu, zdaj pa špricnem v Ljubljano, še predtem se pa nekaj ostavim, da nekaj o tem avtu povem, zato ker je marsikaj za povedati. Saj sem ga že peljal, prva vožnja je bila v Grčiji. Avto je zanimiv na več načinov, tudi zato, ker se bori proti tolkene konkurence, ki je v tem trenutku tako zelo sposobna, od tega, kar ponujajo Prevagu oziroma Volkswagen koncernu do Peugeota 3008, pa kaj še imamo? A ja, Nissan Juke, v glavnem ogromen jih je in izstopati zdaj v tem segmentu ni najlažji. Lažji pa je, če si dobro opremljen, pa če znaš to pokazati na svojstven način. Aha, super, valjda je začela scati, malo se je umiril, opa, upam, da zdrži. Ok, Captur, ta prva stvar, ki sem jo hotel narediti, je pokazati barvo. Ne vem, koliko takole čez video skozi pride ta vijolična farba, ne? Sicer je značilna za to najvišjo stopnjo opreme, Initial Paris. V praksi, predvsem takrat, ko je avto vzorno čist, se mi zdi vrhunska. Stvar številka 2, Captur zgleda kar dobro. Lepo pele Renault oblikovalski jezik naprej, oziroma ga implementira v to SUV obliko. To sem zdaj narobe rekel, zato ker Captur se mi ne zdi toliko SUV, kot je en tak zelo prepričljiv križanc. Zakaj rečem zelo prepričljiv? Zato ker je videz tista stvar, ki te poč najprej in ta je tak, da te pač zagrab. Poglej, prej sem ga kazal od spredi, zdaj od ozadi, ne mi reči, da se tudi tebi ne zdi tak oblikovno dinamičen, no. A je to? A so to ta prave besede? Sicer se bom po moje ponavljal, ne? Ampak všeč mi je, da se te razgibane linije uspešno prenesejo pol tudi v kabino, poglej. Da jaz malo pospravim, ker je vse na stlan, mimogrede tudi v sedežih bom govoril, malo si jih oglej, medtem ko jaz tole spravljam samo predal. Ok, recimo, da bo tole za prvo silo držal, da lahko pokažem vse brez težav. Evo. Le kabini za začetek to neko razgibanost daje tudi tale lebdeča sredinska konzola, vidiš s predalom spodaj in s tole prestavno ročico zgori, za katero moram priznati, da izgleda zelo fino. Generalen feeling v Capturjih, pa ne samo teh z najboljšo opremo, je pa prijeten. In če se jaz ne motim, sem o tej prijetnosti razlagal že pri testu Clio. No, vsezadnje, če zelo poenostaviš, pa to po eni strani ni prav. Captur je dvignen Clio, nekako. Se je prostornejši, pa boljšo preglednostno, pa tako naprej. Ampak ogromno enih komponent je pa prenešenih iz enega od drugega, oziroma deljenih. Prej sem omenil to ročico samodejnega menjalnika, pa lebdečo konzolo. Čisto najbolj osnovni Capturji tega nimajo. Je z osnovo bolj klasična, tam nad spodaj ni predala, je tako zaprt, ne zgleda tako elegantno. Prebrski malo po netu, ali pa če boš blizu kakšnega salona, pa iti pogled. Ok, zdaj prijemo pa do zicov. Veš, sprednja sedeža sta lahko tista, ki poskrbita za nek osnoven feeling v kabini. In te dva izdelka, že sam zaradi videza, pa tudi zaradi občutka, to delata zelo dobro. A veš, kaj se mi recimo ful fajn zdel? Prejšnji teden sem naredil par fotk telefona, pa sem ga želel združiti z okoljem, v katerem preživim veliko časa, z avtomobilsko kabino in sem testiral ta avto. Šel je za telefon pa 40 Pro, ko ga uporabljam zadnje čase in z njim recimo bil posnet tudi ta vlog. In se mi je ful hudo zdel, ker sem ga nameščal po kabini, da bom naredil kakšno fotografijo. Če ne bi vedel, pa če bi sklepal samo po detajlih okrog telefona, bi rekel stari. Pa ta človek je ta telefon slikal v avto za 100 jurjev. Mislim, tak feeling
Opa, pardon. Tak feeling ti dajo takšni sedeži. Pa tudi udobni so. Ne bom rekel, da prepričajo z obilico opore, čeprav je ta predvsem v ledvenem delu izdatna. Ajde pa, če že sedim tukaj spredi, ne, značilnost Capturja že od prve generacije naprej je tale predal, ki se odpira na neklasičen način, sprav ne tako dol, ampak pride ven. Poglej. Pa dobro, prej sem že neki kufr kazal, ne v prostornini nisem nič govoril, po mojem se spet ponavljam, ampak če ti potisneš sprednjo klop do konca naprej, zato ker je vzdolžno pomična, te v najboljšem primeru čaka lahko 536 litrov, kar je dost več, mislim, da dobrih 80 več kot pri prvi generaciji. To je valjda tudi zato, ker se je podaljšala mednosna razdalja, to je valjda tudi zato, ker je celoten avto, če se ne motim, 11 cm daljši, zrastel je. Logično. In zaradi tega je nekaj več placa, valjda tudi na zadnji klopi. Za družinski avto, ki primarno prevaža otroke, jaz sem, se veš, to sem že 100krat povedal, 175 visok, tam nekje, placa čist dost. Je pa res, da če bi bil voznik še dost višji, pa bo pa jaz tukaj že malo problema, ne? Svoje kolena nekam pospraviti. O sami tehnologiji, ki avto ponuja, ne bom zgubljal preveč besed, zato ker se mi zdi, da sem vsem skupaj že veliko povedal. Mal na prvi vožnji, veliko tudi pri testu Clio, ne pozabi, ti avtomobili si kot dizajnerska izhodišča, tudi varnostne pa aktivno varnostne sisteme, tako ali pa drugače malo delijo, zato zgodba ne variira preveč od modela do modela. Je pa, ko pride do varnosti v stiku z vsemi sodobnimi smernicami, tukaj ni neke stvari ali pa, bom rekel, sistema, za katerega bi rekel, come on, Renault. To bi pa res nucil. Ok, to je na hitro se to v Capturi, če potegnem črto, eden bolj prijetnih sodobnih Renaultov, zagotovo. Zdaj pa pičim v Ljubljano. Vreme je pa kar zdržal. Fajn. Ok, dec parkiran, zdaj pa tukaj, ker sem iskal plec, sem najdel še en zelo zanimiv avto. Ne, to ni tale Porsche, ampak... A veš, kje je to? To je Renault Megane Trophy R. Najbolj opasan Renault Megane. Vidiš, že tukaj dobiš kakšen namig, da gre za res. Poglej, tole, kar vidiš, je valjda carbon fiber. A veš, pa imaš pa v primerjavi z običajnim RS-om kupenih razlik. Tisti avto je dost lažji, med drugim tudi nima druge sedežne vrste, ima kletko, ima tudi čist drugačna platišča, ki so lažja, ima tudi zmogljivejše bremze in vse to se, ko začneš avto od blizu gledati, tudi zelo hiter vid. Lej. Poglej, tu so ta platišča, o katerih govorim. V tem primeru gre za belo-rdečo kombinacijo z brembo žlajfi, vidiš, bolj zmogljive, večji zavorni koluti. Motor je v osnovi enak, na pamet ne bom vedel, koliko bolj zmogljiv je, par 10 konjev, če mene vprašaš, ampak poanta tega avtomobila je v dodatno predelanem podvozju, manj mase, pa tiste stvari, ki sem jih prej omenil. Meni je samo žal, da Trophy R ne bo novinarski, vem pa, da se jih bo po Sloveniji par vozil. Renault je zagotovil neko kvoto za tiste največje slovenske kupce, navdušence nad, bom rekel, Renault Sportom. Ne pa, če se še zadnji sprehodimo, ti bom še nekaj pokazal. Vidiš, tole, kar vidiš, je dirkaško navdahnjen difuzor iz ogljikovih vlaken, dve zelo preprosti izpušni cevi, nobenih posebnih aluminijastih, kako se temu reče, zaključkov. Tale napis, verjamem, da tudi prepoznaš. Veš pa, da so šli v detajle takrat, ko opaziš, da na zadnji šipi ni brisalca. Tako da ja, ne samo da manjka zadnja klop, tudi brisalc. To so tisti poldirkaški ekstremi, ki jih ljudje, ko kupijo tak avto, sprejmejo z odprtimi rokami. Ne? No, pol pridemo pa še do lahkih materialov. Poglej, tukaj je običajen Megane RS, ne? Dajmo pogledati tole havbo. Prav, vidiš? Izolacija, super, pleh. No, kaj se pa tukaj dogaja? Je večkrat lažje, zato ker cela havba je, valjda, ne? Carbon fiber. Evo, vidiš, to so pa tiste stvari, ki mene pa po pravici povedan malo zrajcajo. Pa še nekaj imamo ta zegen, da v trenutku, ko sem jaz pripeljal nazaj Capturja, bojo tale avto prestavili, kot da si obetam jaz ten tak lušten cold start. Me zanima, kakšen zvok ima, ker slišal ga pa še nisem. A je malo zaroban tu,